spoštovani predstavniki ministrstev, vodstvo Ljudske univerze Radovljica, dragi gostje. Dovolite mi, da vas ob tej visoki obletnici res prisrčno pozdravim v imenu občine Radovljica, pa v svojem imenu. In ob tej priliki se najprej zahvaljujem za tako uspešno delovanje, ker smo izredno ponosni, da imamo tako ljudsko univerzo, kot jo imamo. Omeniti moram, da v vseh teh 60 letih, da so bili vzponi in padci, ampak v današnjem času pa ugotavljam, da Ljudska univerza izvrstno deluje z vodstvom in pa vsemi sodelavci, tako da smo ponosni. In pa predvsem mi je veselje, da vam sporočim podatek, da občina Radovljica prispeva samo 28% vseh sredstev za delovanje, medtem ko pa preostala številka do 100 jih zberejo na razpisih državnih, evropskih, in to je naš najboljši zavod, zato si zasluži res en velik aplavz. Tako kot v preteklosti, ko smo odkupili prostore v IBM stavbi, bomo tudi v prihodnosti poskrbeli, da bi prišli do medgeneracijskega centra, kajti Ljudska univerza s temi programi, torej Ljudske univerze, PUMO, potem Kamre in pa tudi z upravljanjem Čebelarsko-izobraževalnega centra v Lescah, res zasluži, da bo tudi vodila potem medgeneracijski center. Jaz se iskreno zahvaljujem vsem in želim takega sodelovanja, ker imamo danes tudi mojega kolega iz Bleda. Sem prepričan, da je tudi on zadovoljen, kajti sem dobil podatke, da izjemno delujete tudi na področju Bleda in se vsem skupaj ob tej 60-letnici iskreno zahvaljujem. Tudi vi ste se udeležili te slovesnosti ob 60-letnici in tudi občina Bled sodeluje z Ljudsko univerzo. Kako, na kakšen način? Vsi vemo, da so to univerze, ki so nastale na okvirih bivših velikih občin, in mi smo z njimi ostali tudi zdaj, ko smo samostojna občina. Moram reči, da sem zelo zadovoljen s sodelovanjem z njimi. Ogromno programov imajo, tudi naši sodelujejo zraven in v prihodnje, ko si obetamo čez kakšno leto, dve, naš novi medgeneracijski center, bodo tudi oni nosilci dejavnosti tudi pri nas. Tako da je res brez veze, da se vsaka občina izbere svoj center in svojo administracijo in to vse. Tukaj to odlično deluje in to si lahko delimo in tudi temu primerno prispevamo. Tako da smo zelo zadovoljni in čestitam ob 60-letnici. Kakšno je stanje izobraževanja na področju Slovenije? Lepo pozdravljeni, hvala za vprašanje. Če govorimo o izobraževanju odraslih v Republiki Sloveniji, lahko rečemo, da se pomen tega izobraževanja iz leta v leto, iz desetletja v desetletje izboljšuje. Če govorimo o vseživljenjskem učenju, vemo, da brez izobraževanja odraslih pravzaprav ni celostnega sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Mi na ministrstvu smo izjemno zadovoljni in veseli, ko govorimo o ljudskih univerzah, ki so edine javne organizacije za izobraževanje odraslih umeščene v lokalno okolje. Njihovi ustanovitelji so občine ali pa več občin. Ministrstvo na osnovi novega zakona o izobraževanju odraslih načrtuje vzpostavitev javne službe tudi na tem področju. In kako vi ustanavljate šele javno mrežo po Sloveniji, kljub temu, da je zakon že sprejet? En del javne službe v izobraževanju odraslih je že vzpostavljen. To je izvajanje osnovne šole za odrasle, ki teče že ves čas in izvajalci te so Ljudske univerze. Drugi del, ki se bo uvedel in pripravljamo za to podzakonske predpise, pa je izvajanje svetovalne dejavnosti za odrasle s poudarkom na ranljivih skupinah. Pozdravljate takšne obletnice, kakršna je današnja tu v Radovljici? Prav gotovo. Pred 60 leti je bila odločitev za ustanovitev ljudskih univerz
prava odločitev, saj se je vizija ohranila vse do danes. Tudi cilji so več ali manj podobni. Spreminjali so se samo v odvisnosti od družbenih potreb, potreb posameznikov, različnih potreb gospodarstva. Udeležili ste se 60-letnice Ljudske univerze Radovljica in preko Ministrstva za delo se financirajo programi PUM-a za izobraževanje upokojence. Ja, projekt PUM-o je izobraževanje mladih. To je tistih mladih, ki so stari od 15 do 25 let, ki so se v tem času šolanja, kot so ostali mladi, izobražujejo, ki se pa pač iz različnih razlogov niso udeležili izobraževanj. PUM-o pa je program, ki se potem vse te mlade poiščemo, najdemo in se lahko izobražujejo potem naknadno. In koliko sredstev zamenjate za te namene, naprimer za občine? Tega podatka pa ne vem točno vam zdaj povedati. Kako boste nadaljevali še z izobraževanjem teh delavnic, teh projektov, tako kot ste začeli za PUM? Ja, to bomo sigurno še nadaljevali. Zdaj opažamo, da v Sloveniji je tukaj pomanjkanje, da se mladi, določene skupine mladih prehitro izključijo iz tega šolskega izobraževanja. Na Ministrstvu za delo bi radi te mlade poiskali, jih čim prej usposobili, da dobijo kompetence in tako naprej, to govorim po celi Sloveniji, in seveda s ciljem, da se čim prej vključijo v družbo, da dobijo zaposlitev in tako naprej. In jim dali možnost, da se lahko tudi oni izobrazijo, če prej pač niso se mogli iz kakšnega takšnega ali drugačnega razloga. Natanko tako, ja. Rečemo, ta mladostniška leta vemo, da so težka, za nekatere mlade še toliko težje, in seveda mi ne smemo na njih pozabiti, moramo jih poiskati, se z njimi ukvarjati in moram reči, da so odlični mladi, niso bili sami krivi po največjih primerih, in resnično država jim mora omogočiti, da se čim prej vključijo in sistem izobraževanja in naprej potem še v sistem samega zaposlovanja. Prav gotovo se med njimi skrivajo tudi različni talenti. Seveda, prav to je zanimivo, da veliko teh mladih ljudi je zelo talentiranih in resnično škoda bi bilo, da bi ostali nekje na obrobju družbe in ne bi bili postali sčasoma samostojni. Kako ljudske univerze gledajo na samo izobraževanje, na šolanje? Ja, Ljudske univerze smo sodobna svetovalno-informacijska andragoška središča. Razporejene smo po celotni Sloveniji in s tem vidimo ključni moment, da lahko posamezniku v lokalnem okolju omogočimo izobraževanje, usposabljanje, druženje in tako naprej. Tako da za nas mi vidimo, da je izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko učenje en ključnih dejavnikov, da se družba izboljšuje, napreduje in tako naprej. Zdaj, če pogledate, v zadnjih dnevih beremo umetna inteligenca, nekaj shranimo v oblaku, digitalizacija družbe, avtomatizacija družbe in tako naprej. Po drugi strani pa nam mednarodne raziskave, kot je PIAAC, pokažejo, da 400 tisoč Slovencev ne razume, kar prebere. Tako da nekaj tukaj bomo mogli narediti kot družba, ker enostavno, da govorimo o teh visoko letečih pojmih od umetne inteligence in tako naprej, po drugi strani pa imamo ljudje, ki so na robu pismenosti in s tem tudi prihaja do izključenosti iz družbe, ker se ne morejo na svojem delovnem mestu razvijati, ne morejo nekako živeti v tej družbi. Vidimo naše poslanstvo kot ključno, da omogočimo vsem ljudem, da se vseživljenjsko izobražujejo, da vlagajo vase in da s tem si omogočajo kvalitetnejše življenje v družbi in tudi hkrati na samem delu. Ali menite, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za izobraževanje in šport nameni dovolj sredstev, v glavnem, kot smo slišali na same prireditvi, veliko sredstev dobijo iz samih razpisov? Da, Ljudske univerze se večinoma financiramo iz teh evropskih razpisov in lahko rečem, da v času, ko kohezija deluje na polno, je dovolj sredstev za izobraževanje. Največkrat imamo problem, ko ta kohezija ne deluje, tako kot je bilo rečemo od 2013 do 2016 in da upamo, da te luknje, ali če lahko tako imenujemo, ne bo tudi v naslednji perspektivi od 2022 naprej. Tako da upam samo, prosimo ministrstva, da resno pristopijo k temu in da planirajo naprej in da bo ta luknja med končano evropsko perspektivo in naslednjo evropsko perspektivo čim manjša.
Doživeli ste 60 let, vi pravite, da jo vodite uspešno že 10 let, kot smo slišali na odru, in seveda tudi po tej čudoviti slovesnosti in predstavi Čupacabre nadaljujete tudi v prihodnjih 60 let. Ja, nekako smo rekli, 60 let res ni malo in je res ena taka lepa obletnica. Tako da se mi zdi prav, da se to obeleži, tako kot se spodobi, in se mi zdi, da je bil danes tak res čudovit dan. Ljudje so prišli na delavnice, so se spoznali z našimi programi in gremo naprej v naslednjih 60. No, sama prireditev je potekala, tudi ste veseli, da ste imeli tak množičen obisk iz 2 ministrstev, iz predsednika Ljudskih univerz iz Slovenije in seveda 2 župana, s katerimi sodelujete. Ja, pač lepo je, a ne, da, ko vidiš, da tisti, ki so odgovorni za sredstva in tudi za pogoje našega dela, da jim je to mar, da pridejo pogledati, da podpirajo našo dejavnost, in to se mi zdi prav in res lepo, da so prišli. No. Koliko sredstev vam nameni občina Radovljica za izobraževanje, za šolanje odraslih? Torej, budžet celotnega zavoda, če gledamo kot celoto, je to približno 28% sredstev, ostalo pa pridobivamo na razpisih iz evropskih sredstev in pa iz nacionalnih. Skoraj 50% je evropskih. Kakšen je vaš kolektiv, ki ga vodite? Kot smo videli na odru, vas ni tako malo. Naš kolektiv je odličen, dobro se razumemo, sodelujemo in jaz samo upam, da bo tako šel tudi naprej. Hvala in čestitke. Hvala. Kdaj je začel s svojim delovanjem medgeneracijski center? Na Bledu smo začeli leta 2015. Takrat smo začeli z enim projektom, z eno pobudo po ustanovitvi medgeneracijskega centra, po začetku enih aktivnosti na Bledu. Tako da v bistvu zdaj od takrat že uspešno 4. leto izvajamo aktivnosti za starejše, za mlajše, za vse medgeneracijsko, za vse populacije, no, za vse ciljne skupine. In koliko občanov oziroma starejših se udeležuje vašega medgeneracijskega centra v različnih delavnicah? Približno tam letno imamo udeležbo okoli 1200 udeležencev, ki pridejo pač enkrat, drugače imamo več udeležb. Udeležujejo se pa pri nas različnih aktivnosti, ki jih pripravljamo za njih. Tako da v bistvu tudi različne ciljne skupine. Poleti imamo počitniške programe, vsako leto imamo več programov, to leto smo imeli že 6 počitniških programov, sodelujemo pretežno z lokalnimi umetniki, izvajalci. To leto smo tudi povabili, že lansko leto povabili k sodelovanju akademsko slikarko Lučko Šparovec in smo imeli tudi zelo lepo, zelo uspešno kolonijo smo izpeljali slikarsko. Hkrati smo tudi imeli 2 tedna mozaika, ker tudi že od samega začetka sodelujemo z Urško Ambrožič Potočnik. Tako da na Bledu zelo dobro tudi pokrivamo ta počitniški del, otroke. Med letom pa izvajamo aktivnosti pretežno za starejše. Imamo tudi pod našim okriljem šolo zdravja Bled in Bohinjska Bela, ker gospe tudi vsako jutro telovadijo. Na Olimpijskem trgu se izvajajo naši programi.